Za malo porabo energije je poleg arhitektonsko-gradbenih detajlov seveda zelo pomembno tudi vgradnja prezračevalnih klimatskih naprav, ki morajo biti energetsko varčne. V tej zgradbi so vse učilnice in vsi skupni prostori prezračevani, klimatizirani in vse naprave, ki so vgrajene, imajo tudi zelo visok izkoristek toplote odpadnega zraka. Izkoristki se gibljejo tudi nad 90%. Pomembno je, da pri takšni varčni zgradbi ne trpi udobje bivanja. Energetski prihranek in dobro počutje v zgradbi morata biti usklajena. Ni smiselno, da naredimo zgradbo, ki porabi malo energije, a se ljudje v njej ne počutijo prijetno. Posebnost te zgradbe je, da sploh nima kotlovnice, ker je sploh ne rabi. V zgradbi sta vgrajeni dve toplotni črpalki, voda, tipa Reva Temp, ki sta hkrati tudi hladilna agregata v poletnem režimu delovanja. Zgradba je skoraj energetsko samooskrbna. To pomeni, da praktično skoraj vso energijo, ki jo porabijo toplotne črpalke za pogon, zgradba pridela sama z sončnimi paneli na strehi objekta. Zaradi vgradnje toplotne črpalke voda tip Reva Temp smo uspeli na zgradbi zmanjšati priključek električne moči. Če primerjamo seveda napram toplotni črpalki zrak-voda, ki potrebujejo precej večje priključne moči. S tem smo uspeli zmanjšati mesečni fiksni strošek, ki ga zahteva visoka priključna moč na objektu. Na tak način bistveno zmanjšamo izpuste CO2, znižamo okoljsko obremenitev, znižamo ogrevanje okolja in prihranimo v končni fazi tudi denar. Ta stavba je dokaz, da se vse začne z projektno dokumentacijo. Moram reči, da smo ponosni, da smo skupaj z projektantsko ekipo uspeli zasnovati tovrstno zgradbo, da so po teh projektih tudi zgradili in da sedaj tudi odlično deluje.